Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, in v našem studiu želim lep pozdrav ustavnemu sodniku, dr. Klemenu Jakliču. Pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa za povabilo in pozdravljeni tudi vi in seveda vse poslušalke in poslušalci. Gospod ustavni sodnik, midva bi v luči praznovanja 30-letnice Radia Ognjišče danes najprej spregovorila nekaj o medijih, naši vlogi v današnjem svetu. Najprej, kaj izhaja za medije iz ustave? Medijska krajina oziroma pluralno oblikovana medijska krajina je pravzaprav v jedru demokratične oblike oblasti. Vemo, da v demokratičnih oblikah obstaja propaganda, obstaja utrjevanje oblasti ene in iste politične opcije, ponavadi temu sledi tudi prepoved drugih političnih združevanj, to se pravi pravica do združevanja je izničena. Izničeni so drugi mediji, ki bi poročali drugače, kot se zdi tisti oblasti, ki si pač utrjuje svoje mesto in podaljšuje svojo vladavino v nedogled. To je pač nedemokratični sistem, nasprotno od tega so pa svobodni mediji in pluralna medijska krajina, kjer ne sme biti noben problem kateremukoli svetovno-nazorskemu pogledu, ideološkemu pogledu, ki je seveda skladen s tako imenovano svobodno demokratično družbo, ki je v mejah, če poenostavljeno povem, nekega razumnega nesoglasja v moderni pluralni družbi. Ker recimo neke totalitarne ideje so spet preko te meje. In te totalitarne ideje, kršitve človekovega dostojanstva, kršitve človekovih pravic, tudi nimajo mesta v tej pluralni medijski krajini demokratične ureditve. No, ampak ko gre za razumno nesoglasje, to se pravi različni pogledi, kako voditi državo, kako odločati o lastnem življenju, kaj je prav, slediti bolj tradicionalnim vrednotam, slediti nekim progresivnim vizijam, k čemu tretjemu. No, to je pa v tem pogledom pa mora biti enakopravno dostopno pač izražanje in doseg pravzaprav v pluralni in javni medijski krajini. Javni ni nujno, da je institucija, ki nudi ta doseg javna, lahko je to zagotovljeno tudi tako, da je dovolj zasebnih institucij, medijev, ki so pluralno nekako razporejeni v družbi, tako da ne sme biti nikoli problem neka stališča, ki so razumna, sporočati sodržavljankam, sodržavljanom, ker se na ta način, in tukaj pa vstopi prav tudi konkretna ustava, na ta način se oblikuje politična volja volivk in volivcev. In sicer nemško ustavno sodišče, na primer, iz svoje nemške ustave, demokratične ustave, razlaga, eno od prvih je to storilo, koncept freie politische Willensbildung, se pravi svobodno oblikovanje volilne volje. Na ta način, kot sem opisal, če to velja, da so pač ti megafoni vseh teh različnih vizij približno enako močni, enako dostopni, da ni problem nikoli sporočati tega ali onega stališča sodržavljanom, volivkam, volivcem. To pomeni, da se volja volivk in volivcev oblikuje svobodno in ne od zgoraj navzdol strani oblasti, kot sem prej omenjal v nedemokratičnem sistemu, ampak od spodaj navzgor. To so vse opisi te nemške ustavnosodne judikature, razlage, teorije, ki pa se obenem tudi naslanja na še zgodnejše, manj izdelano, manj podrobno izdelano, ampak še zgodnejšo razlago tega istega jedra demokratičnega sistema, to je pa ameriško vrhovno sodišče tekom
stoletij svojega obstoja. Najbolj znan je recimo Palko versus Connecticut, to je en primer, v katerem sodnik Cardozo v 30 letih prejšnjega stoletja razloži, kako je ta koncept, sicer ga ne imenuje s tem izrazom svobodnega oblikovanja volilne volje, ampak to je kasneje Nemčija razvila, pa potem se je razširil na ostale demokratične države in ustavna sodišča, ki uporabljajo ta koncept in izraz. V bistvu je pa to vse isto, to mora delovati v vsaki državi, ali ga imenujemo tako, ali ga pa ne, če je demokratična. No in on je to na kratko opisoval tudi z drugimi besedami in potem zaključil, če ni takšnega pluralizma, če takšne svobode ni, svobodnega oblikovanja volilne volje, če imajo nekateri megafoni neprimerno večjo moč kot drugi ali pa nekateri sploh nimajo dostopov do teh megafonov in ne morejo svojih vizij, svojih sporočil enako učinkovito sporočati sodržavljanov, volivkam in volivcem, potem prihaja do tako imenovanega popačanja volilne volje. In to ni svobodno oblikovanje volilne volje, ampak je pravzaprav neke vrste manipulacija. Skewing, kot rečejo. Skewing of political will. Se pravi, iznakaženje, popačenje. Ne? In potem, kaj to pomeni, če ta volja ni avtentična, ampak je iznakažena, zmanipulirana, potem tudi rezultat volitev ni pravi. Ne? To je pa ta znan Cardozov zaključek, kjer pripelje pluralizem medijev, pluralizem na področju svobodnega oblikovanja volilne volje, vse do volitev in vse volitve so zaman, pravzaprav pravi, ne? Če niso v takšnem pluralnem okolju. Kajti potem je rezultat volitev napačen in tisti, ki vladajo, so ljudje, ki bi morali dati prostor nekomu drugemu, če bi bilo vse v redu. Ne? Ampak še naprej, da je stvar še hujša, ti ljudje, ki vladajo, sprejemajo zakone, torej postavljajo nove pravice in jih postavljajo po svoji podobi, po podobi svojih vizij. Ta vizija bi bila drugačna, če bi bili na njihovem mestu resnično izvoljeni predstavniki. Tako da se vse pravice podrejo, če ni jedro ustavnega sistema, demokracije, pravilno nastavljeno in če pravilno ne deluje. In to je tisto, kar tukaj so mediji ključni. Bodi si preko javnih medijev, različne države različno to urejajo, zagotavljajo pluralnost, polno pluralnost recimo, ali pa se vsaj trudijo v to smer. Preko korekcije javnih medijev, nekatere izključno preko pluralnosti na področju zasebnih medijev, nekatere pa to kombinirajo. Tako da to je bistvo v jedru ustavnega prava. Ustavno pravo je najprej se ukvarja z demokratično obliko oblasti, šele potem s človekovimi pravicami, kajti to dvoje brez prvega ni niti drugega. Zelo dobro ste začeli razmišljanjem, dr. Klemen Jaklič. 01512 10 00 je telefonska številka, če želite sodelovati v današnji oddaji na Radiu Ognjišče. Z ustavnim sodnikom bova najprej govorila o vlogi medijev v današnjem svetu, nato pa se tudi dotaknila rezultatov volitev v ZDA in vojn po svetu v zadnjem delu oddaje. Ko ste govorili prej o vplivanju na medije ali takšnem in drugačnem, ki smo mu lahko priča v današnjem svetu, se potem človek vpraša, kako pomembna je zdrava medijska krajina v neki družbi na eni strani, na drugi strani pa se zdi, da imamo vedno oblasti, gospodarstvo, ki si nekako želi te medije podrediti na svoj način. Ne? Kako trden mora biti medij, da ne podleže tem pritiskom? Ja, to gospodarstvo tudi, ampak preko gospodarstva pa mislim, da je zadnji še nekdo drug, ki ima še večji interes po podreditvi, to je pa oblast. Ne? Vsakokrat politične sile. Politične sile zelo dobro vedo, da je njihova zmaga na naslednjih volitvah zelo odvisna od tega, kaj se dogaja na medijski sceni, na medijski krajini, kako se poroča. In seveda to je nevarnost demokracije, te oblike vladavine, da se na neki točki neka politična sila pravzaprav do prevelike mere podredi, da povzroči to popačenje, da sama aktivno povzroči popačenje medijske krajine.
In takrat je, kot sva ugotavljala, ne, kot sva prej že rekla, gre pravzaprav za manipulacijo volivcev. Ne. In to je v nasprotju z njihovo avtentično pristno voljo. In to vse podre, celoten sistem. Potem gre za demokracijo, ki je na papirju demokracija, ni resnična. Ne. Se pravi, gospodarstvo, seveda kapital, ne, je sredstvo, ampak jaz mislim, da je za tem kapitalom so pa apetiti političnih sil. In seveda to je tisto, kar je potrebno, o čemer je potrebno govoriti, na kar je treba s prstom kazati, če pride do takšnih zlorab. Politika se bo vselej skušala izmikati temu, kazati s prstom na koga drugega, ampak državljanke in državljani ob seveda javnem diskurzu o teh stvareh si pa morajo ustvariti svoje stališče in potem tudi glede na to se odločati, recimo na volitvah, kako ravnati. Tista politika, ki sega po medijih, tista politika si zagotovo v demokratičnem sistemu ne zasluži zaupanja državljanke in državljanov. Ne. Sami pa naj državljanke in državljani ob pomoči javne diskusije o teh zadevah presojajo, kdo je tisti, ki se želi tega vzvoda oblasti poslužiti na neustaven, nekorekten način. Težava je tudi v tem, moram reči, idealno bi bilo, če bi lahko ustavno sodišče, in to je vloga ustavnega sodišča, takšne zlorabe strani politike sankcioniralo. Ne? Da bi tudi samo prispevalo k temu, da do tega takih zlorab strani politike, takih iznakaženj svobodnega oblikovanja volilne volje ne bi prišlo, če bi samo prispevalo tudi k temu, ampak težava je v tem, da je tudi politika tista, ki voli tudi ustavno sodišče. To je prav. Demokracija je tak sistem. Ne morajo biti ustavni sodniki kar oktroirani od nekod drugot. Ne. Morajo imeti to demokratično legitimnost, žal pa je to tudi obenem minus. Ne. Ker če pride do tega, da se v teh stvarih sodi, ne, potem je nevarnost, da tudi ustavni sodniki podobno kot politika niso popolnoma neodvisni pri svojih, ali pa ne morejo biti, ne vem. Ne. To je v teoriji, je to obdelano in to je nevarnost. Ne. To ni kar rešitev, bomo rekli, ustavno sodišče bo odločilo in preprečilo zlorabe. Ni vselej tako. Ne. 01 512 10 00, torej 01 512 10 00 je telefonska številka. Če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, naš gost je profesor dr. Klemen Jaklič. Danes so, dr. Jaklič, klasične medije zamenjali spletni. Kakšne pasti pa izhajajo iz tega po vaše? Veliko se je govorilo, da nima v primeru Brexita, kako močan je bil zunanji ta spletni vpliv na odločanje volivcev. Ja, torej moderna doba je prinesla marsikatero novost tudi na tem področju in spletni mediji so izjemno potentni, izjemno močni. Novice lahko iz drugega konca sveta pridejo v nekaj sekundah v neko drugo politično okolje, kjer so relevantne, kjer lahko postanejo viralne, kot temu rečemo, ne. Tako da to nekoč ni bilo mogoče in dosežejo neprimerljivo večji krog ljudi, ti mediji, ti spletni mediji, kot pa je bilo to veljalo za klasične medije, časopisi, ne, televizija, radio. Ne. Danes je to globalna stvar, ne, in tudi izjemno potentna. Ne. Nekateri so delali študije o volitvah, recimo ameriških, prej ste jih že omenili, v preteklih ameriških volitvah, kakšno moč imajo ti spletni mediji, bodisi Facebook ali pa Twitter ali pa karkoli ali pa Google, že sam brskalnik. Ne. To sva enkrat že omenila, ampak je prav, da na tem mestu morda še enkrat ponovim. En znanstvenik v Združenih državah, ki je tudi pričal potem v Senatu
v ZDA, v Washingtonu, o tem, sicer volilec demokratov, ampak obenem prepričan v to, da demokracija mora najprej delovati. Te temelji, pluralnost mora delovati in je politični znanstvenik, profesor obenem in je v volitvah, mislim, da takrat, ko sta tekmovala Hillary Clinton in Trump, poslal v različne ključne države, tam, kjer so se volitve lomile, dobile ali pa izgubile, se pravi, ti njihove swing states, se pravi, tam, kjer se odločajo volitve. No. In je poslal tako imenovane field agents, se pravi svoje sodelavce, ki eni so googlali konzervativna sporočila, konzervativne vsebine, so pretvarjali, da jih zanimajo konzervativne vsebine, druga skupina, enako številčna, pa bolj demokratske, bolj progresivne vsebine. No in Google naj bi, tako je pričal tudi pred senatom, to je tudi na spletu dostopno, ta znanstvenik, to je bil rezultat njegovega poskusa. Google je pošiljal sporočila, pojdi volit, oddaj svoj glas, go out, vote, get out the vote, spravi ven glas, pojdi na volišče, z drugimi besedami, samo tem levo usmerjenim progresivnim njegovim sodelavcem. Medtem ko konzervativni niso dobili nobenega takšnega sporočila, agresivnega, pojdi, voli. Tako da s tem je ocenil, in to je v tistem pričanju rekel, da je to v nekaj urah ali dneh, pravzaprav v zadnjem tednu kampanje se naj bi to dogajalo, da je nekaj milijonov glasov s tem mogoče spremeniti, izmakniti enemu kandidatu ali pa iz neopredeljenih jih primakniti drugemu. Tako da, če to velja, potem je odgovor na vaše vprašanje, da so ti mediji izjemno potentni, izjemno močni in da je treba še toliko bolj paziti, da je tukaj vse v redu, kar se tiče tiste pluralnosti, o kateri sem govorila, da lahko to vsi, to je ta megafon, o katerem sem govoril, da so vsa stališča, imajo svoj dostop do svojega megafona oziroma do katerega koli megafona in da lahko svoja stališča sporočajo. Da bi lahko vsakdo pravzaprav svojim volivcem sporočal, pojdi ven, pojdi in glasuj, spravi glas ven, get out the vote. Mi bomo videli, kaj nam bo sedaj sporočila gospa Alenka, ki je poklicala na številko 01512 10 00. Prosim, kakšno je vaše vprašanje? Lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljena oba. Ja, jaz poklicam zaradi dogodka v Leskovcu, ko je bilo odpovedano martinovanje. Jaz sem bila malo začudena nad tem, da so po 10-letni tradiciji kar tako hitro kapitulirali in odpovedali martinovanje. Če se toliko časa ena stvar dela in če je to del slovenske zgodovine, tradicije, ne vidim problema, da ne bi to še naprej delali. Se to je vendar v dobro ljudi, da se ohranja tradicije, da so naši narodni običaji prisotni. In se mi ne zdi, da je bilo to prav, kar so naredili in mislim, da bi mogla cerkev kot cerkev, slovenska cerkev, vodstvo, ki je, kako bi rekla, zelo tako mlačno, da bi mogla bolj odločno odreagirati. Kaj mislite vi? Hvala lepa, gospa Alenka, za to vaše razmišljanje. Hvala, ker ste poklicali na številko 01512 10 00. Če želite, to lahko storite tudi vi našemu gostu, zastavite vprašanje. Ja, govorimo tukaj o odpovedi martinovanja v osnovni šoli v Leskovcu, kjer naj bi bil tudi duhovnik prisoten in naj bi blagoslovil mošt, in pa so se nekateri poslanci na to obregnili in na to so tudi dogodek odpovedali. Kako je zatem, dr. Jaklič, ločevanje cerkev, država, tudi konec koncev ločevanje praznikov, konec koncev imamo božične praznike in vemo, da božiča nimamo zgolj zaradi tega, ker je božič, ampak ker ima nek pomen od zadaj, prav tako velikonočni prazniki. Kako je s tem prikrivanjem, ločevanjem? Kaj je potrebno paziti? Ja, spet imamo tukaj več
različnih pristopov in v različnih državah imamo različne pristope in tem so tudi že tekom oddaj večkrat spregovorila o tem. Recimo klasičen francoski laicite je zelo strog, ločitev države in cerkve. Si predstavljam, da bi bil to lahko tam problem, ne, v javni šoli. Potem imate pa večji del držav, pa nima tega tako strogo nastavljeno. Tudi ZDA ne, sploh nekatere druge države ne, vemo, da je v Združenem kraljestvu recimo imate državno cerkev, ne. To je še bolj, še bliže oblasti in cerkev kot pri nas, ne. Pa tudi v Grčiji je tako, ne. Tako da tradicija, vemo, na nekaterih drugih državah, Poljska, Malta in podobno, Irska, ne, to je zelo prepleteno, ne, javni prostor in cerkev kot akter v javnem življenju. Tako da to je pa nasprotno tistega laicite, ne, francoskega, ki izhaja pravzaprav že iz francoske revolucije pa tako naprej. Ne. Nekaj zgodovinskega se je tam zgodilo, zato da so pač krenili to bolj radikalno smer. Tako da tu se vselej tepeta ti dve viziji. Ta, ki je nasprotna laicite, pa pravi, to pa tudi recimo iz ameriške judikature poznam, separation of church and state, ne, ločitev države in cerkve ni ločena z zidom. There's no wall of separation, rečejo. Ni zidu ločitve. In to je ravno to. Ne. V Ameriki, vemo, so imeli pri teh primerov še, kjer je tudi v začetku šolskega leta prayer, ne, se pravi molitev, pride duhovnik in tako naprej. Tako da imajo tudi duhovnika na univerzah, tudi pri nas je bil na Harvardu, ne. Tako da na Oxfordu pa sploh, ne, ker sem rekel, da so še toliko bolj spojeni, ne, tam v Angliji tradicionalno cerkev in država. Nekateri od koledžev so pravzaprav v lasti različnih redov, Blackfriars recimo, enega od znanih oxfordskih koledžev. Tako da vidika te vizije, ne, je pa pač taka odločitev, spet tak dogodek v drugi luči. Ne. Tako da mislim, da je prav, da je gospa odlično, ne, da je gospa izrazila svoje stališče. To je ravno to, o čemer sva pri prejšnjih vprašanjih govorila. Ne. Tako da imamo različno paleto, to so ta stališča, ki smo jih pa slišali od nekaterih drugih medijev, so pa nasprotna in to je tisto, kar si želimo, pluralnost v medijski krajini. Zelo dobro ste odgovorili in nekako glede tudi medlosti. Tukaj pa lahko mogoče gospo Alenko napotimo na vrh slovenske cerkve, mogoče s kakšnim pismom, pa ne zgolj njo ali pa kdorkoli drug, da je pripravljen kaj spisati, se kdaj oglasiti. Zdi se mi, da smo dosti krat ali pa veliko krat ne znamo stopiti v prvo vrsto ali povedati svojega stališča, svojega mnenja. Zdi pa se mi, da prav, da povemo ali kritiko, včasih pa tudi hvalo. Lep pozdrav, sedaj želimo gospe Tilki v Logatec. Lepo pozdravljeni. Jaz pa imam vprašanje, kako gleda gospod Jaklič na dogodke na okrožnem sodišču in sicer sodnikom Zvezdanom Radonjićem. Namreč jaz sem bila pri njemu kar parkrat sodnik porotnik in to je zelo pošten sodnik. In je zelo boleče, kar se zdaj z njim dogaja. Mislim, da je to sploh možno. Pol pa imam še eno vprašanje. Sodniki porotniki. Dokler je bil gospod Baraga predsednik okrožnega sodišča, je bilo vse v redu. Ko je prišel pa novi, višje sodišče je obrazložilo na takrat, ko so nas povabili in so se predstavljali, da bomo dobili plačano in prevoz in sejnino in od tega pod tem predsednikom ni bilo nič in ko se upreš in jim napišeš, da to ne more biti in da zahtevaš stroške, ti vzamejo mandat. Sem toliko. Hvala. Dobro, hvala lepa za ti dve vprašanji, razmišljanje. Sam zadev ne poznam. Doktor Jaklič, mora biti vam kaj več znanega od obeh zadev?
Jaz pač vem toliko, kolikor sem prebral v medijih, temu seveda sledim, ampak žal ne morem komentirati, ne, ker mislim, da gre za tekoče postopke na sodišču, tako da tega pa gotovo sodnik na Ustavnem sodišču ne more komentirati, zato ker se lahko zgodi, da ni nujno, lahko pa se zgodi, da bo primer prišel vse više in potem na neki točki na Ustavno sodišče. To bi pomenilo, če bi karkoli komentiral, da bi se potem moral izločiti, kar pa ni, kar pa je pač ravnati moramo tako da se ne izločamo. Tako da tega žal ne morem komentirati. Ta drugi del pa tudi ne poznam, me veseli, da je gospa delila svojo izkušnjo z nami, ne, tako da to mi je tudi zanimivo. Prvič slišim, kako se pač to tam dogaja, naj bi dogajalo. Tako da vem pa ne, kaj več, gospa ve bistveno več od mene. Mogoče bomo tudi sami kakšno novinarsko vprašanje posredovali, pa vprašali, če bo gospa nam morebiti na desk@ognjišče.si poslala kakšno dodatno vprašanje oziroma razmišljanje, pa mi seveda pristojne tudi o tem pobaramo. Lep pozdrav, sedaj želimo v bloke gospe Marici. Ja, lep pozdrav. Jaz bi pa vprašala, ta zadeva je že stara in ne vem, ali se je kaj razčistil ali ne, takrat je bila februarja ali marca pa nas gospa Vera Jourova. Kaj je bilo pole, vse narobe? Hvala lepa, gospa Marica, za to vprašanje. Na to odgovor vam prav tako mislim, da ne moremo odgovoriti, ker še vedno čakamo na nekatere odgovore, tudi novinarji in tudi mislim, da evropski poslanec gospod Milan Zver odgovorov vseh še ni prejel. Vam je več kaj jasno, ste bili sodniki s tem, kaj bolje seznanjeni kot mi? Ne, nismo bili nič bolj seznanjeni, saj jaz ne, morda kdo drugi bolj, tega ne vem. Ampak tudi enako se pridružujem, ne, jaz spremljam to le po medijih, tu in tam, ko zasledim, tako da mislim, da če se ne motim, je to zdaj na eni od sodnih inštanc tam na ravni Evropskega sodišča. Spremljali bomo zadevo, lepo zdrav, sedaj telefoni kar zvonijo, dr. Jaklič, še 2 telefona bova sprejela, potem ima še nekaj drugih vprašanj. Lepo zdrav najprej na Kras, gospodu Mateju. Pozdravljeni, se slišimo, ali gospod Stane, ker potem bi morali biti še kakšno besedo rekla o lažnih novicah in potem greva naprej. Lep pozdrav, gospod Matej. Lep pozdrav, dober večer želim. Dober večer, živijo. Bi imel eno vprašanje za gospoda Jakliča. Prosim. Imam takšno malo provokativno vprašanje, mislite, da bo prišel čas, da bo v prihodnosti zamenjal sodnike ta umetna inteligenca. Da bo prišel do časa, da bo v bistvu recimo računalnik, kakorkoli ga že imenujemo, odločil, kaj je belo in kaj je črno. Ne? Zdaj, ko imam takšen časih občutek, da pač sodniki odločajo, je malo sivo, je pač kakorkoli si želijo. Oziroma bom vprašal drugače, je to ena prihodnost tudi v tem času? Ja. Super, hvala lepa za zelo dobro vprašanje, gospod Matej, in mislim, da je zelo na mestu, dr. Jaklič. Je na mestu, ker se stvari tukaj že dogajajo. Ne. Da bi prav zamenjali v tej fazi, mislim, da še ne, pa ne vem, če bo kdaj prišlo do tega, to tudi mislim, da ne, ampak je pa umetna inteligenca že del pomoči sodnikom. Ne. Torej, ti pravniški portali, ne, USINFO, pa TaxFinLex in tako naprej, že razvijajo in so že razvili do določene mere, do precej dobre mere, umetno inteligenco, kjer lahko vprašate neko vprašanje, napišete in vam potem naniza te odgovore, pa kakšne primere in tako naprej, tako da to je lahko precej v pomoč. Seveda pa moraš paziti, da te ne zavede, ne? Ker največ, kar je, ti lahko ponudi neko grobo sliko stanje doktrine, kako je v tem primeru, kako je v onem primeru in tako naprej, kakšna je zakonodaja glede tega vprašanja, ki ga sprašuješ, ampak potem pa je potrebno presoditi, ali v tem konkretnem primeru, ki je nekoliko drugačen kot vsi primeri do sedaj, ne,
In to so zanimivi primeri. Nezanimivi primeri so taki, ki so isti kot prej, ne? Ampak tudi to moraš presoditi, ali je primer isti kot prej. Ne? In tukaj pa mislim, da še nekoliko šepa, ne? Umetna inteligenca, ker je vedno nekaj novega pri odločitvah. Novega, nekaj, česar umetna inteligenca še ni spravila v svoj program. Ne? Tako da gre za živo materijo in zato je verjetno, po moje oceni, bo bolj koristna umetna inteligenca v smislu pomoči, tako da sodniku ni treba vsega držati v glavi, celotne doktrine, ne? Ampak si lahko pomaga z računalnikom in si osveži spomin, ali pa računalnik je še boljši, pravzaprav glede spomina kot sodnik. Ne? Tako da sodnik ve, s čim ima opravka, kakšno je, ne vem, state of the art, oziroma kakšno je področje, kakšno je veljavno ureditev, ampak potem pa ravno pri ustavnem sodišču, ne? Presojanje, ali je ta ureditev še v redu v takšnem primeru, ali pa v nekem drugačnem primeru, ki se je prvič na novo pojavil, ne? To pa je potem že breaking the ice, kot pravijo, ne? Se pravi, na novo lomiš led. Ne? In se sprašuješ, kako bi bilo prav, če bi bilo tako odločeno, kako bi bilo prav za prihodne, če bi bilo drugače odločeno. Za prihodnost pa ne vem, če umetna inteligenca že zna napovedati. Ne? To je neka taka analogija. Če bi znala umetna inteligenca tudi prihodnost 100% napovedati, potem mislim, da bi lahko zamenjala sodnike. Ne, če pa kaj je dobro, kaj ni dobro. Ne. Mislim, da še nismo. No. Upam, da ne bomo tako daleč. Staj zaenkrat, če ne, lepo zdrav, sedaj želimo gospodu Stanetu. Ja, lepo pozdravljeni, dober večer. Gospod Janez Janša mora plačati visoko denarno kazen v primeru sproducirane afere Patria. Ni bil spoznan za krivega, kako je to mogoče, pa vprašanje tega zastaranja. Hvala lepa za vprašanje. Še zadnji klic bomo vzeli današnji oddaji Spoznanje več, presodek manj, katere gost je ustavni sodnik Klemen Jaklič. Lep pozdrav, sedaj želimo gospodu Marvinu Novo Gorico. Dobar dan, imel bi eno vprašanje. Ja, prosim. V ustavi imamo zagotovljeno pravico do govora vesti, ki naj jo mora določiti zakon. Mislim, da je to zdaj urejeno za zdravnika oziroma zdravniško osebje in nekaj v zvezi z vojsko. Nimamo pa možnosti, recimo, ugovora vesti navadni državljani za primer, dajmo reči, financiranje splava, eugeničnih postopkov, produktov, financiranje produktov povezanih z umori normiranih ali pa gensko modificiranih. To, kar se zdaj dogaja, pomeni, da mi postopno, niti se ne zavedamo, nekako spreminjamo tisto najbolj osnovno in človeško, kar imamo, pravico do genske čistosti. Zanima me, če ima kdo v svetu ali kjerkoli to urejeno za navadne državljane in tudi njegovo mnenje bi me zanimalo, kako je to, da se pravzaprav tega nobeden ne spomne, da bi lahko imeli tudi državljani pravico do govora vesti za financiranje, se pravi, neetičnih produktov, postopkov in tako naprej. Ne? Hvala za odgovor. Hvala lepa, gospod Marvin, prosim, doktor Jaklič. Torej, če začnem tu pri tem vprašanju zadnjem, zdaj, da moj odgovor ni vrednostne narave, ampak govorim samo, kako je pravno, kakšna je pravna ureditev, ne o normativnem smislu, kaj je moje stališče, kako mislim, da bi moralo biti in tako naprej. Ampak ureditev trenutno veljavno pozitivno pravo je takšno pri nas, da je pač to dovoljeno. Pač abortus in te stvari, o katerih je govoril gospod. Tisti del, ki je dovoljen, za razliko od genetskega inženirja, ki v neki določeni meri seveda ni dovoljen, je tako, da če je po pozitivnem pravu to dovoljeno, potem to isto pozitivno pravo tudi zahteva, da se pač davščine in podobne stvari zagotovijo za uresničevanje veljavnega pozitivnega prava. Ne. To, kot rečeno, govorim še enkrat z vidika deskriptivne pripovedi, narativa.
to ni nič normativnega, ne? Ker se tudi tu normativno ne bi želel izrekati, dokler sem še sodnik. Je pa v tujini, gospod je vprašal po tujini, ne? Se pa spomnim na univerzi v ZDA, so bile neki prispevki, ali kako je že bilo, ki so avtomatično jih preko šolnin tudi jemali, ampak si lahko posebej, si imel obrazec, ker si lahko posebej izpolnil, da ne želiš, da se ta del dodeli tja in tja, ker gre za raziskovanje z nekimi temi stvarmi, ne. In vem, da se to prakticira, da so številni študentje to uporabili, ta obrazec, in to me je spomnilo na to. Ampak to ni država, to je bila univerza. Si predstavljam, da grejo tudi javna sredstva v vsaki od teh držav, kjer je to dovoljeno, tudi v ZDA, med drugim, ne, do določene mere. Zdaj manj, kot je bilo prej, ne, prej je bila to ustavna pravica, zdaj od nekaj let nazaj ni več ustavna pravica, je to stvar zakonodajalca posamezne zvezne države, ampak tam, kjer to je uzakonjeno v pozitivno pravo, gotovo gredo tudi javna sredstva, to se pravi sredstva iz davščin v ta namen, ne. Zdaj, gospod sprašuje po uporu, pravici zoper takšne subsidies, se pravi neke donacije, neko financiranje, ne. To je zanimivo vprašanje, moram reči, zanimivo vprašanje, na katerega nimam odgovora, da bi lahko bili izvzeti, ne. Torej, kot rečeno, opisna situacija je taka, da pravo razume, da potem ne bi bilo učinkovito. Ne? Se pravi, če je to zagotovljeno kot pravica, pravo želi, da je to tudi uresničeno. In zato pač, če bi se lahko veliko ljudi uprlo, bi se ne plačalo teh postavk, ki to zagotavljajo, ne? To pozitivno pravno pravico, potem bi bila to črka na papirju. Ne? In zdaj pa že prehajamo na normativno vprašanje, na katerega ne bom odgovoril, ne? Ampak dilema je, ali je to realen strah, ne? Ali ni realen strah. To se pravi, ali bi kljub temu, da bi nekateri imeli pravico do ugovora vesti, še zmeraj takšno pravo bilo lahko učinkovito. Ne? In lahko da je odgovor na to pozitiven, ne? In v tem primeru bi bilo prav odločiti, da imajo takšni, kot je bil danes naj poslušalec, pravico do svobode ugovora, ne, do svobode vesti. Če pa recimo bi to v celoti izničilo delovanje zakona, potem bi pa recimo nekdo rekel, ni možno tega zagotavljati na tem področju. Ne. Zdaj, sami si lahko, vsak si lahko sam odgovori na to vprašanje, ne. Jaz se ne bi opredeljeval na tej točki, ko sem še sodnik za kakšno leto in pol. Doktor Klemen Jaklič, omenila sva prej tudi tako imenovane lažne novice, potem še bova za hip skočila v Združene države Amerike in na vojna žarišča. Kako se spoprijeti z njimi? Lažne novice so, tako imenovane fake news, so skrb zbujajoče, tudi v njih smo zdaj veliko govorili tudi v času ameriške kampanje, tudi v primeru ruskega napada na Ukrajino je bilo veliko govoric o teh lažnih novicah. Ja, to je ena od nevarnosti pri modernih medijih, o katerih so prej govorila, ne, pri teh potentnih, bistveno močnejših medijih kot prej, ker se tudi lažne novice hitro širijo. Ampak ravno zato, kaj zdaj pravi odgovor na to, ali je to cenzura, ne? Ali bomo imeli nek organ, ki bo cenzorsko posegal, to je ena od vizij. Ne? Vemo, da je ta bolj svetovno-nazorsko bolj levo progresivno usmerjena, ki bi želela pač cenzurirati, nek organ bi to počel, ali pa množina nekih organov, nekih univerz in tako naprej, nekih organov znotraj univerz ali pa razpršena po svetu in tako naprej.
se pravi cenzura. Ne. Drugi odgovor je pa ne več svobode izražanja, več razpihovanja lažnih novic z nasprotnimi novicami, več dokazovanj, zakaj gre za lažno novico. Se pravi, več ne cenzurirati, ukiniti takšno ali pa ne dovoliti objavo tega, ampak razpihati preko drugega megafona. Zato je tako pomembno tisto, kar smo v začetku govorila, enak dostop do megafonov, enaka moč teh megafonov, ne bi smel biti problem nobenemu stališču, ki v tem primeru, vašega konkretnega vprašanja, zanika neko lažno novico in jo učinkovito zatre, da pride v eter, kot temu rečemo. In če ste sledili zdaj finišu kampanje, volilne kampanje v ZDA in potem rezultatu in napovedim sprememb, Elon Musk govori na primer o tej drugi viziji. Tem, kako ravno preko Twitterja in podobnih mehanizmov lahko ljudje sami, do sedaj je bilo to delo novinarjev, kjer je težava tudi, pa tudi ni, odvisno kako se pač novinarji držite, ampak tam je pa, on poudarja pa to, da je to zdaj boj zoper lažne novice mogoč preko ljudi samih, preko naslovnikov samih, preko svobodnega Twitterja recimo, Facebooka in tako naprej, če je to res svobodno. Tako da to je nasprotna vizija cenzorski viziji. Seveda, če bi prišlo do situacije, kjer bi zgolj imeli en močan megafon, ki pač propagira zgolj eno od vizij, pa bi bilo lastništvo tega monopola ali pa kontrola tega monopola v rokah ene od ideoloških, bi bilo to problem. Če pa je to razpršeno, je pa to drugače. In tukaj smo imeli eno zelo konkretno, to ni samo teorija, zelo konkretno akcijo. V tekom kampanje ZDA se je celo vmešala Evropska komisija, oziroma eden od evropski komisar in je pisal Elonu Musku, da bo pač Twitter deležen cenzure, če bo objavljal intervju zgolj s predsedniškim kandidatom Trumpom, ne pa tudi s kom drugim, recimo s kandidatko Harrisovo. Tako da to je bil poskus uravnoteženja znotraj enega od zasebnih medijev Twitterja, pri čemer se je to zgodilo prvič. To je zelo zanimivo. Na moje pojme bolj levo usmerjen, pa ne samo za moje pojme, znano bolj levo usmerjen komisar, poskus vplivanja na zasebni medij, pri čemer je bilo ponavadi ravno obratno. Zasebni mediji so bili večinoma naklonjeni levi svetovnonazorskim silnicam, pa se ni nihče v tem času, v teh desetletjih, nikoli na tak način vtaknil to, ampak je bilo vedno veljala svoboda medijev. Zdaj, takšna akcija je smiselna, je razumna, če bi nekdo hkrati dokazal, da je megafon zgolj v rokah ene strani. Ne pa, recimo, bi moral dokazati, da Facebook je pa, ravno tako en del tega istega ideološkega, in da je pravzaprav vse zaprto drugim stališčem, kar pa ne drži, kar pa trenutno ne drži. Trenutno je pravzaprav z lastništvom Twitterja situacija postala bistveno bolj pluralna, kot pa je bila prej. Dr. Klemen Jaklič, midva bova sedaj stva že nekako bila čez lužo, še maličko tam tudi ostala. ZDA imajo novega starega predsednika Donalda Trumpa. Kako se spremljali volitve? Dejstvo je, da ste živeli gor, kar nekaj let predavali na Harvardu. Kako je bilo vse skupaj sedaj spremljati od doma? Kaj bi izpostavili kot posebnost teh volitev? Ja, jaz ravno spremljam vrstne volitve iz vidika teh ustavno-pravnih tem, ki smo jih danes razdirala. Ravno to je meni najbolj interesantno in zanimivo. Jaz sem prej vselej opazoval, da je medijska krajina tudi v ZDA precej nagnjena in to radikalno nagnjena. Omenjal sem prej tisti poizkus, empirični poizkus tistega znanstvenika, ki je bil pravzaprav priznal, da je volilec Clintonove, pa je pravzaprav zaznal nedemokratičnost sistema v škodo proti kandidatu Trumpu takrat, na eni od prejšnjih volitev.
Tako da to so ljudje, ki v resnici verjamejo v demokracijo, v demokratični ustroj in pri meni je podobno. Mene je ves čas smotilo to, da mediji celo v ZDA, ne, kjer se trkajo po prsih, kakšna demokracija so, ne, da je to prva demokracija in edina v resnici delujoča, ne, do te mere, kot pač sami so nekoliko mogoče preveč ponosni na njo, ne, ampak za takšno državo bi se spodobilo, da ima urejeno medijsko krajino, pluralno, ne, ampak tega nisem videl. Ne. Način, na katerega so se spravljali na svoje politične tekmece, je z vidika ustavnega prava na moje pojme nezaslišan bil. Ne. Ja, z vsem mogočimi lažnimi novicami, polresnicami, torpediranjem s tisto Russian hoax, ne, tiste in podobne stvari. Ne. Mislim, da ni bilo medijske neke neutralnosti, neke pluralnosti, neke pristnosti tam. Ne. Zato sem vedno z zanimanjem opazoval, kako se politične silnice borijo proti temu, ker se je težko proti temu boriti. Ampak vendarle vidimo zdaj te volitve, prinašajo neke spremembe, prej sem omenil, neka zavezništva, ki prinašajo v medijsko krajino bistveno večjo odprtost, bistveno večjo svobodo, po mojem mnenju. In tudi mediji, tisti, ki so bili prej bolj monolitni, so zdaj do neke mere poraženi v tej svoji monolitnosti. Kar ni nič narobe. Ne? Zdaj, če je to nekoliko bolj uravnoteženo, kot je bilo prej, zaradi pač, recimo Twitterja, ne? Pa imate na drugi strani še vedno veliko progresivnih megafonov, kar je pravilno in prav tudi, ne? Potem je to zdaj bolj normalno, kot je bilo prej. In poglejte zdaj rezultate volitev. Nihče jih zares ne usporava. Niti demokratska stran, ki je v teh volitvah izgubila. Kaj smo videli? Videli smo to, da so stopili 2 koraka nazaj in da so spoštovali, priznali rezultat volitev in spoštovali svoje pač večstoletno načelo mirnega prenosa oblasti. Tisti sestanek med Trumpom in Bidenom, ne, je bil v bistvu na nek način prijateljski, v smislu, da oba verjameta v demokratični proces, kar je bilo iz vidika ustavnega prava lepo in pravilno videti. To se pravi, nihče ni rekel, ja, zdaj pa to nelegitimne volitve so to, ker je pač Elon Musk delal intervjuje kot lastnik zasebnega medija delal intervjuje z Trumpom, ker je na drugi strani imate pa druge medije, ki so ves čas, ne, se to je tisto, kar sem pa prej govoril, forsirali, če tako rečem, nekoliko bolj, ne, kandidate z leve strani. Tako da je zdaj to nekako bolj uravnoteženo, kot je bilo prej in tudi pomiritev je po mojem mnenju večja, kot je bila pri rezultatih recimo prejšnjih volitev. Saj vemo, kaj smo imeli, kakšen je bil rezultat. Ne? So bile pač neke tudi tiste zadeve, ki so se dogajale po volitvah na kongresu in tako naprej. Ne? Bilo precej burno. Doktor Klemen Jaklič, zadnje vprašanje, še časa nama počasi izteka. Medtem pa se vojna v Ukrajini nadaljuje, tudi o tem bo imel novi predsednik ZDA veliko za govoriti takoj po prevzemu oblasti prihodnji mesec oziroma januarja. 1000 dni že traja vojna v Ukrajini, tudi na Bližnjem vzhodu, pomiritve pa ni na vidiku. Morebiti s kolegi iz drugih držav govorite o teh perečih zadevah? Govorimo ja, ampak ni mogoče nič storiti, to je ta problem. Ne. Pred kratkim sem se srečal tudi s kolegi iz Evropskega sodišča za človekove pravice, med katerimi je bil tudi ukrajinski član, ampak pač kar lahko naredimo, samo poslušamo zgodbe o tem, kaj se dogaja tam in kaj dosti ne moreš storiti. Ne. Mislim, nekaj primerov je vendarle na Evropskem sodišču in tako naprej, pa tudi v Haškem sodišču, ampak jaz nisem na teh 2 sodiščih, to je Slovensko ustavno sodišče ali pa nek sodnik iz slovenskega okolja ne more kaj dosti prispevati. Je pa žalostno poslušati te zgodbe. Ja. To sem imel pa že večkrat priložnost. Tako strani ukrajinskih ustavnih sodnikov, kot tega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice, ki je Ukrajinec. Gotovo bo to ena od tem, ki bo še naprej pereča, ki jo bo potrebno spremljati, predvsem pa takrat, ko bodo prišli te zadeve tudi pred sodišča, kot je Haško sodišče in podobno. Ne? Jaz mislim, da ja, da tisti, ki prisegajo na mednarodno pravo in večina pravnikov nas prisega na to, naše stališče ne more biti drugačno kot
to, da pri takšnih ključnih trenutkih, ko se odloča o tem, ali mednarodno pravo kaj šteje, kaj velja ali ne velja. Ne. In če kaj velja, potem bo moralo iti svojo pot. Ne glede na to, koliko let bo preteklo, ampak tu je tudi test za mednarodno pravo. Ali je to v resnici pravo, ki deluje, učinkuje, ali je pa to samo neka zgodbica, ki nima nobenih zob. Dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, iskrena hvala za obisk v našem studiu, za klepet v živo, tudi z našimi poslušalkami in poslušalci. Vse dobro želim. Hvala lepa, mi je bilo veselje in tudi vam vse dobro. To je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj, ki sem jo pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Želim vse dobro. Spoznanje več. Predsodek manj.